skupaj. Kavčič, France Press. Gospod, še danes jutro ste že objavili eno sporočilo z rezultatom volitev, če bi lahko razložili malo več te obeti pozitivne, ki ste jih nekako, ki so bile v vašem sporočilu. Kaj pomeni, ste že bili kdaj v stiku z gospodom Sarkozyjem, odkar je začela predsedniška, odkar so začele kampanje za volitve? Torej, naša pozitivna pričakovanja vezana na izid predsedniških volitev v Franciji gredo predvsem v smer razpletanja tako imenovane institucionalne krize v Evropski uniji. Zmago gospoda Sarkozyja smo pozdravili tudi, ali pa predvsem zaradi tega, ker so njegova stališča, ki jih je pač javno zastopal v predvolilni kampanji in sploh v teh evropskih razpravah, ponujala boljši izhod iz te krize oziroma bolj konstruktivno stališče Francije v nadaljevanju razpletanja te krize, kot pa stališča, ki jih je zastopila njegova kandidatka, ki je zagovarjala ponovno referendumsko odločanje. To, kar je bilo obljubljeno z njegove strani, bo v primeru, če bo realizirano in v to ne dvomimo, omogočilo, da Francija preide na tisto stan v Evropski uniji, ki aktivno išče izhod iz, ne bi temu rekel ravno krize, ampak iz tega zapleta, ki je nastal zaradi neratificiranja Evropske ustavne pogodbe in zaradi očitnega dejstva, da do ratifikacije takšnega dokumenta, kot je tudi ne bo prišlo, čeprav bi si Slovenija, ki je Evropsko ustavno pogodbo ratificirala kot četrta država članica, to seveda želela. Z gospodom Sarkozyjem sem se doslej nekajkrat bežno srečal. Bo pa sodelovanje med Slovenijo in Francijo v naslednjem letu še posebej tesno, ker Slovenija predaja predsedstvo Evropske unije, konec junija leta 2008 pravno v Franciji in veliko vprašanj, najbolj tudi že omenjeno, bo potrebno reševati v tesnem sodelovanju. Pozdrav, gospod premier, Denis Ahlič Vest, veselim me, da ste se spočili čez praznike. Vrnil bi se pa k temi gospoda Sarkozyja, ki je zmagal na predsedniških volitvah in sicer njegovo stališče do vstopa Turčije v Evropsko unijo je znano, je proti. Slovenija je do sedaj podpirala vstop Turčije, ali bo tudi v prihodnje tako? Slovenija bo spoštovala odločitve, ki so bile sprejete v okviru evropskih institucij. Evropski svet je soglasno tudi z glasom Francije podelil Turčiji status kandidatke in že zdavnaj in nedavno je podelil Turčiji tudi datum za začetek pogajanja, na katerih poglavjih potekajo, na katerih poglavjih so bila zamrznjena glede na neizpolnjene obveze strani kandidatke do Cipra. In formalno, pravno je to stanje, ki ga bomo spoštovali. Vsaka država ima seveda možnost, da v nadaljevanju odloča v skladu z svojimi interesi, ne morejo pa spreminjati odločitev, ki so že sprejeti. Gospod premier, mene zanima, kako vi gledate na stališče Boruta Pahorja glede rešitve vprašanja izbrisanih pred predsedovanjem Slovenije Evropske unije. Ali mislite, da boste uspeli z tem problemom pred predsedovanjem? Vidim, da ste se tudi spočili. Vprašanje izbrisanih je eno od tem, ki bi jo bilo dobro zaključiti v tem času, vendar pa ima tu vlada tukaj vezane roke glede na komplicirano pravno situacijo, ki je nastala zaradi nasprotujočih si odločitev referenduma Državnega zbora in Ustavnega sodišča. Edini formalni način, da se ta situacija razplete, je sprejem ustavnega zakona. Takšen predlog je vlada pripravila. Na zadnjem srečanju vodstev parlamentarnih strank, kjer smo obravnavali tudi to temo, je prišlo do izraza nekoliko večja pripravljenost, da se to vprašanje rešuje na ta način, vendar pa je v tem trenutku še težko dokončno zatrditi, ali bo to tudi rodilo dvotretjinsko večino, ki je potrebna za sprejem takšnega akta. Se pa v tem trenutku dela na tem, da se
vsebina nadalje usklajuje z namenom, da bi prišlo do tistega soglasja. Tisti premik, ki se je zgodil in ki predstavlja novo dejstvo, je to, da je bilo na tem zadnjem omenjenem sestanku več pripravljenosti za to, da se vprašanje sploh rešuje z ustavnim zakonom. Prej sploh ni bilo elementarne pripravljenosti, kar pomeni, da niso potekala pogajanja o sami vsebini, da je ta možnost odprta. Nekaj več optimizma je možno vnesti v pričakovanje, da bo prišlo tudi do pozitivnega dogovora okrog same vsebine, bi pa težko v tem trenutku karkoli napovedal. Hvala lepa.